V naslednjem pogovoru nas bo zanimalo, kako komunicirati v partnerskem odnosu, da bo zveza dobra, stabilna in seveda uspešna na dolgi rok. V goste smo zato povabili Barbaro in Steva Telzerov iz Društva za živi življenje. Dobrodošla in lepo pozdravljena v našem studiu. Dober dan, hvala lepa. No, zanimivih vsebin se torej lotimo v nadaljevanju. Najprej pa takole na kratko predstavita vaše društvo. Desetletje se ukvarjata s tem področjem. Kakšno društvo je to? Ja, Društvo za živi življenje obstaja že od leta 2011. Takrat smo gostovali Nik Vujčič tle v Sloveniji kot našo prvotna dejavnost in potem smo še nadaljevali leta 2012 in leta 2013. Smo prevedli nekaj knjig, eden izmed teh je bil Ljubezen in spoštovanje, ki je namenjen partnerskem odnosu. Pa poleg tega je bilo nekaj material, katera lahko pare v skupini obdelajo in pridobijo nekih spretnosti oziroma orodje, ki jim pomaga graditi svoj odnos. In od leta 2013 se tudi s tem ukvarjamo kar redno. Ja, torej, zdaj že šlo v bistvu 1000 parov skozi tečaj, ki traja 4 mesece. Torej, izdajamo knjige, imamo te delavnice, prirejamo večjih in manjših dogodkov, pa še ukvarjamo z družabno igro Štrbunkh. No, evo, in zdaj torej k tej temi, ki je sila pomembna tudi za mnoge Slovenke in Slovence. Ko pride med partnerjema do nesoglasij, kdaj je tisti pravi čas, ko je treba ukrepati? Še boljše je, preden pride, ne? Preventivno, tako da spodbujamo pare, da se naučijo določenih spretnosti že prej, ne? Tako da, ker učimo se, izobražujemo se leta in leta za različna področja, ne? Za zakon pa ponavadi mislimo, ne vem, da bo kar avtomatično šlo, pa temu ni tako. Tako da ja, potrebno se je naučiti določenih spretnosti komunikacije, razumevanja, različnosti drugega, različnih potreb moškega in ženske, tako da čim prej, tem bolje. Če pa že pride do nesoglasij, pa seveda ob prvem tistem trenutku, ko se nam zazdi, da mogoče pa, ko začnemo dvomiti, ali nam bo šlo naprej ali ne bo. No, različne potrebe ste izpostavili, to je gotovo dejstvo. Moški in ženske smo sila različni. Ja, to pa drži, to raziskave kažejo. Tudi predstavimo to med moški in ženske. Naprimer, moški si želijo spoštovanje, večina. Sicer nismo mogoče toliko spretni v izražanju tega, ampak pohvale, občudovanje, priznanje za tisto, kar on počne za družino, je eden izmed večjih dinamikov, katera lahko povzroči veliko napetosti med njima, ker žena bo ocenila njegovo predanost in njej in otrokom s tem, kar on dela z družino. On bo svojo predanosti ocenjeval na podlagi tega, kar on dela za družino. Torej, samo eno črko razlika, z ali za, ampak ta razlika lahko povzroči veliko spore med njima, ker ona si želi njegovo prisotnosti doma, njegovo prizadevanje ga nese stran od njih, da gre delati, poskuša nekaj ustvarjati, prinesti financah domov, da se lahko gradijo hišo, da se lahko grejo na dopust, na počitnicah in tako dalje. In če ni razumevanje za teh osnovnih razlik in da lahko damo priznanje na teh področjih, kateri je nam pomembno, potem se lahko začnemo počutiti na obeh stranih, da smo necenjeni. Avtomatično to bo definitivno povzročilo konflikte. No, v današnjem jutru mi ženske pravite, da pri partnerskem odnosu ženska igra tisto vodilno vlogo in mora usmerjati. Zdaj nekateri se čisto ne strinjamo, pa vendar, kaj pravijo vajne izkušnje? Ja. No, temeljna ženska potreba je prvič po komunikaciji, po povezovanju, ne? In iz tega izhaja tudi največja pritožba. Midva se sploh nič ne, kaj rečemo, pogovarjava, ne? Ker ženske se na tak način preko pogovora povezujemo, ne? In seveda ženske se pri pogovoru rade gledajo iz oči v oči in to pričakuje tudi moža, ne? Medtem ko moški v velikih raznih naših lokalih radi stojijo ramo ob rami in tako se mu tudi lažje ženo pogovarjati, no? Ampak ne, ker žena se želi tako povezovati, pogovarjati, zastavlja pogostokrat vprašanja.
ne, kako je bilo, kaj si delal, s kom si se videl, kako želi si slišati, kaj on misli, kaj on čuti. In če tega ne izražati kot direktno, mogoče so nekateri, ne vsi, malo manj spretni v komunikaciji, in potem začne spraševati in on reče, kaj me zaslišuje, kar naprej zaslišuje. Pa me hoče komandirati, ne, ker potem ona želi pomagati in daje nasvete, a ne, pove, kaj bi bilo dobro narediti, kako, na kakšen način, in on ima občutek, kot da ga komandira. A je to nek materinski lik tudi znotraj žene? Ja, tudi. Ne. In on seveda ne, se ni poročil za mamo, ne, ker če bi želel živeti z mamo, bi ostal z mamo. Ne. Tako da moramo biti tudi mi žene modre, na kakšen način pristopamo do moža. Ne. Mislim, da je eden izmed osnovnih lastnosti ženske to, da jim je mar. Ja. Globoko. Res skrbijo. Skrbijo zaradi velike stvari. In posledično želijo povezovati s tistimi, ki so nje najbolj blizu. In včasih mi kot moški napačno interpretiramo ta pristop kot željo po kontrolo, namesto vidimo željo po povezovanju. Si želi biti blizu z mano, se želi povezati z mano. Mogoče včasih vsta vprašanje mi ni všeč, ampak če pa lahko razumem, da sem jaz dejansko najbolj pomemben osebo v njenem življenju in ni nič narobe, da se želi povezati z mano, lahko malo ublaži potem moje reakcije, tudi če me moti. Zakaj se potem sploh pari negativno odzivajo drug na drugega? Kaj je tisti povod? Mogoče ne, predvsem to, ne, ko žena se želi povezovati z njim, pa občuti, da ne dobi tega, kar si ona želi, lahko izpade kritična. In seveda začne, ne, midva ne to, midva nisva to. Ne. In moški so zelo, mislim, vsak je zelo občutljiv na kritike. Ne. In veliko parov reče na začetku, midva sva tako drugačna, ne, midva sva čist drugačna. In seveda, mislim, drugačna sta bila že na začetku, ko sta se spoznala in ta različnost jo je pritegnila skupaj, sta bila kot magnet, ne. Ampak potem tekom zakona se nekaj zgodi, da ima ta različnost začne iti po domače rečeno na živce. Ne, in tam se začne potem razne napetosti, dokler ne ugotovita, da je v bistvu ta različnost, saj zame je dar. Ne. Midva se lahko krasno dopolnjujeva, namesto da se kreševa, ker določene stvari, ki jih ima on, jih jaz nimam. Ne. Jaz potrebujem njegov drugačen pogled in seveda obratno. Ne. In ker pari ne razumejo te različnosti, jo jemljejo kot nekaj napačnega, nekaj, kar jih nervira, ne razumejo, kako se lahko dopolnjujejo. In se mi zdi na teh raznih delavnicah, ki jih imamo in želimo pokazati, kako dobrodošla je ta različnost, če ravno zgleda mogoče tako grozno in na določen trenutek. No, in ravno zdaj to drugačnost izpostavimo oziroma peljimo pogovor naprej. Kako potem, glede na to, da sta strokovnjaka, motivirati partnerja, da potem pravzaprav skupaj družno zadovolita vse potrebe? No, prvič bi samo povedal, da nisva glih strokovnjaka, plujeva v isti čoln kot vseh ostalih in midva morava ravno tako biti pozoren na vseh teh stvari, katera tudi poskušamo na tem tečaju tudi izpostaviti. In je pomembno, da se zavedamo, da moramo tako eno ponižno držo je ključno, da obdržimo v času teka pač odnosa. Včasih, na primer, vidimo, ne, te drže, ko si rekel, ne, ljudje, včasih moški rečejo, a bo ona sploh kdaj zadovoljna? Ne? Pogostokrat. Ja, ne. In one se želijo, v bistvu, žene smo tako ženske naravnane na odnose, na izboljševanje odnosov. Želimo si, ne, skozi malo študiramo knjige, beremo o odnosih, ne, to nam je primarna, se mi zdi, okupacija, ko se ženske zberejo skupaj, kaj se pogovarjamo? O odnosih, o otrocih, o možu. Ko se moški verjetno zberete skupaj, mislim, večini se ne pogovarjajo o odnosih.
večinoma verjetno šport, Delo, politika, šport, delo. hobije, Ne. ja. Tako da to nam je tako naravno in naravno to izboljševanje. Ne. In iz tega potem izhaja in moški dobi občutek, da dostikrat rečejo, nikoli nisem dovolj dober, kdaj bom dovolj dober za njo. In se mi zdi, se rada pohecam, ne. Eva je živela v raju, ne, svetopisanska zgodba, ne, tam je imela popolno okolje, popolnega moškega, pa še vedno bi ga malce zboljšala, ne, ker pride ta ponudba, če bi bil kot Bog. To se kar v redu, ne. Zakaj pa ne bi bil kot Bog? No, mu bom malo pomagala. In včasih se moramo v tej želji po pomoči malce ustaviti nazaj in pogledati celostno sliko. Okej, a ne. Če nasplošno pogledam, a sem lahko zadovoljna, a lahko živim s tem, a se lahko mogoče kdaj samo obsedem ob njem, pa sem tiho, pa samo uživam v njegovi družbi, brez da rešujeva kakšne pereče teme. Ne, ker ni vse sam problem. Ne. Lahko si rečemo, v 80% je kar v redu. Ne. Mogoče 20%, ampak vedno je nekaj, kar ne bo. Ne. Torej lahko živim za nekaj, kar ni popolno. Tako kot vreme, prihajajo frontalne motnje, odidejo. Zdaj, če smo na točki, ko dva nekako ne moreta najti partnerja skupnega jezika, kako zdaj preprečiti, da bi pravzaprav ta nesoglasja postala stalnica njunega življenja in doma, ker potem nič dobrega iz tega ne more biti. Ja, no, definitivno lahko iščejo pomoč, če pa je v tem, jasno, včasih je težko iti čez ta barijera, kot da je to nek slabost, da je to izražam neko vrsto poraz, če pa jaz iščem neko pomoči. Daleč od tega in včasih je potrebno to narediti. Izključujemo kakršnokoli nasilje, o tem se ne govorimo. Če je nasilje del enega odnosa, to treba res rešiti čim prej, urediti. Če pa je nekdo v nevarnosti, treba izmakniti iz tega situacije. O tem pač midva ne govoriva o dobronamerne pare, ki imajo nesoglasje, kateri imamo mi vsi. In kje lahko iščemo pomoč, da poskušamo razumeti najine različnosti in da lahko to doživljamo kot neko dopolnitev, ne kot neko stalno razlog za hujših prepir. Ste dali tako lepo primer o vremenu. Ne? Vsi vemo, da za nevihto posije sonce, ne? Pa vendar v zakonu, ko pridejo razne nevihte, ne? Smo vsi presenečeni, da so nevihte. In takrat v bistvu rabiš nekaj konkretnega v nevihti, da se vkleneš, da se oprimaš, mogoče je to vrednota ali pa neka zaobljuba, ki sta si jo dala, midva bova vztrajala, tudi ta nevihta bo minila, bova poiskala pomoč, se bova prevezala na ladjo, ampak potem posije sonce. Ne? In včasih pari, ki zdržijo čez te nevihte, imajo trdnejši odnos kot kdajkoli prej. Ne? Tako da, in seveda najdete te razne pomoči, ki so na voljo tudi v Sloveniji, od raznih terapevtskih skupin, raznih tečajev in tako naprej. Ni sramotno poiskati pomoč, v bistvu je zelo koristno poiskati pomoč. Ni sramotno poiskati pomoč, ste rekli, pa seveda še kako priporočljivo. Je pa tudi dejstvo, da se pravzaprav v neki partnerski zvezi težko prepustimo. Zakaj se tako težko prepustimo? Tu pa verjetno res prevladujejo moški. Ne? Prepustimo v smislu... da pravzaprav sploh dojamemo, da je problem. Ne? Ženske prej zaznajo, da je težava. Prej ugotovite. In potem, seveda ženska bo ta prva v večini primerov prišla poiskati pomoč in iskala rešitve. Ne? Za moškega je pa to, kot smo že prej rekli, mogoče malo sramotno. Kaj mi bo zdaj nekdo drug razlagal, kaj moram jaz početi? Ne? A zdaj mi bo pa še nekdo solil pamet, ne, že tako dostikrat rečejo, ne, že tako mi je ona doma govori, kaj vse je narobe z mano in zdaj bom prišel k nekomu, ki bo samo potrjeval njo in ji bo dal še več municije za to, kar ne. Tako da se potem seveda si ne želijo ne prideti. Ampak, če ji pa le uspe nekako ga povabiti, ali pa če moški sliši od drugega moškega, da je ta in ta zadeva v redu, ne? Kot je nekdo rekel zadnjič,
sem prebral, da je to da moški pravijo, da je moškim prijazen tečaj in sem rekel, ok, če pa moški rečejo, pa to drži. Ne? Kot pribito, sicer pa Steve, prihajate iz Amerike, zdaj dobro desetletje tukaj, raziskujete skupaj z ženo, kaj počnemo Slovenci prav in kaj narobe. Če bi naredili takšno primerjavo, bolj zadrgnjeni smo Slovenci kot Američani. Jaz imam Slovenijo zelo rad. Štejem, da sem jaz le doma. Slovenija, saj zame je Ameriko. Ampak v medsebojnih odnosih se mi zdi, da so Slovenski malo manj zaprti v iskanju pomoč, so radi za svojimi 4 stenami. Včasih traja, da si tudi povabljen oziroma da prideš v ta krog, v ta intima. Vendarle Slovenci so le še zmeraj odprti in odnosi, ki se zgradijo, potem so pa precej dolgoročne in trajne. In to bi mi tudi želeli na tem partnerskem odnosu tudi videti, da bi prišlo malo več spoznavanja, malo več spretnosti v tem. Vsak zakon bo izzival moj rast. To je najmočnejše orodje za osebnostni razvoj. Samo vstopiš v zakon, v partnerski odnos, boš izvan, da rasteš. In moram se učiti, da ne dovolim, da najne razlike, da pride v osebne napade drug na drugega. Ja, imava midva tudi svoje nesoglasje, svoje različnosti, ne gledava na vseh stvareh enako, ne doživljava dogodke enako. In posledično je en kup možnih razlik, ki imava midva med sabo. In kako midva shajava glede teh razlik, bo izvan na obeh stranih, da znamo vseeno ohraniti nek prijateljski odnos in držati drug do drugega kljub najnih razlik. No, seveda, vsi stremimo, da partnerski odnos se ohrani, nadgrajuje in izboljšuje. Pa če pogledamo najbolj črn scenarij, kdaj je potem tisti pravi čas, ko je treba res reči, zdaj je pa dovolj, zdaj fizično nasilje smo omenili, je nesprejemljivo, o tem sploh ne bomo govorili, ampak glede na dojemanja moža in žene, kdaj je pa vendarle treba reči, zdaj pa ne gre več? To je težko vprašanje, ne? Zato, ker mi dva imava vedno upanje, da pomagamo in da vztrajamo čim se le da in da pride do izboljšav. Smo imeli pare, ki so po 30 let bili poročeni, pa so razmišljali o ločitvi, ne? Pa sta potem uredila odnos. Tako da ne bi težko rekla, ne? Kdaj je, ok, seveda, ne, pogosto krat, kadar gre za nezvestobo, prašuštvo. Takrat je včasih zelo težko urediti odnos, zato ker tudi potem, ko je nekomu žal, zato je težko zgraditi zaupanje ponovno. Ne? In se potem vlečejo še naprej težave. Tako da mi upamo in vztrajamo, da do tistega črnega scenarija le ne pride. No? In da so predtem poiskali pomoč ali pa da jo še vedno iščejo. Ne? No, ženske pravite, da diktirate ritem in tempo vsakega medsebojnega pravzaprav odnosa, pa Steve, vi povejte, da zdaj zaokrožimo pogovor, zaključimo počasi, kako pravzaprav živeti, da bo vsakomur prav? Ja, to lahko res pomaga, če pa ponovno razumemo najnih razlik. Barbara tudi si že vedno želi negovati stik z mano. Doskrat moja pozornost so na stvari, katera so zunaj najnega odnosa. Tudi glede otrok, on je imela veliko več vpogled v njenem življenju in ona ima na izbiro, lahko meni da tak občutek, da meni ni mar, ne za naju dva, ali za najnih otrok, ali lahko mi prinaša informacije, ki lahko meni pomaga odigrati tudi mojo pomembno vlogo, katero ona tudi priznava in lahko reče, Steve, so določene stvari, katere jaz ne dosegam v odnosu, naprimer z otroki, jaz potrebujem tvojo pomoč, ti si izjemen in čim da jaz slišim, ti si izjemen, ti si dober, potrebujem te, jaz iščem, kako lahko jaz odigram mojo junaško vlogo v tvojem življenju ponudbo. In časi gre samo za eno malenkost, kako lahko spremenimo svoj pristop
ki je bolj mojemu partnerju blizu, njemu ali njej na kožo napisan. Ta način je izjemno pomemben, a ne, da nima občutka, da ga napadem. Tudi če imam mogoče kakšno stvar za povedati, rečem, lej, te ne kritiziram, ne želim te napadati, jaz bi si želela, jaz opažam. A ne, te besede jaz, ko izhajamo iz sebe, so povsem drugačne, kot ti nisi, ti vedno, ti zmeraj, ti nikoli. Ker to so besede, ki obtožujejo, ki napadajo in takrat se bo človek avtomatično potegnil v obrambno pozicijo in se bo branil. Ne. Se sprožijo vsi obrambni mehanizmi, no, nisem. Ti zmeri, ne, pa rekel ne, sej sem zadnjič, ne enkrat. Tako da pristop in način in drža je vedno izjemno pomemben in tle lahko veliko naredimo in se da to tudi naučiti. No, moramo reči, jaz izhajam iz takega okolja. V moji družini smo bili kritični, pač taka sem ali pa tak sem. Ne. To je bolj slab izgovor. Mislim, da moramo prevzeti odgovornost za svoje besede in za svoje dejanja. Je pa vedno čas za osebnostno rast, Tako lepo je. pa je rasti v dvoje. Najlepša hvala, Hvala vam. kratek, jedrnat, zanimiv, poučen, vzgojen in še kakšen je bil ta pogovor. Seveda se veselimo v priložnosti nadaljevanja te zgodbe, za danes pa torej hvala lepa in vse dobro ter srečno. Najlepša hvala. Prosim.